Mogoče v osnovi v tem, da ko je ta zadnja vlada, Pahorjeva vlada, prevzemala mandat, ni nadaljevala tega, kar so bili že v osnovi nastavki prejšnje, če temu rečemo Janševe vlade, ki mislim, da je prve znake gospodarske krize ali pa sprejemanja s tem, da se čutila sama, bilo neko logično nadaljevanje tega, da bi se stvari odvijale v tej smeri. Žal pač se je vlada potem ukvarjala več ali manj sama seboj, pa ne pravočasno pristopila k reševanju zadev, kar v končni fazi čutimo vsi potem državljani Slovenije. Seveda tle pogrešam to, da ni v Sloveniji bilo ali pa še ni nekega časa za razmislek ali pa za kompromis. Torej, jaz mislim, da se Slovenci vse premalo, pa državljani Slovenije premalo poslušamo oziroma da se slišimo, ker mislim, da potrebno je dati tudi konkretnim predlogom nekoga drugemu, tako med drugim je SDS že večkrat ponudila protikrizne ali pa paket protikriznih ukrepov, ki so bili pač enostavno zavrnjeni z zamahom z roko, da je pač to nekaj, kar se opozicija samo sebi namenja. Ampak mislim, da temu je tako. Nekateri ukrepi ali pa nekateri predlogi ukrepov so bili zagotovo vredni obravnave, ne čisto vsi, nekateri pa zasigurno. In tudi to, kar v temu nadaljevanju sama vlada ponuje, povedno, kar je ponudila opozicija. Tako da predvsem apeliram na to, oziroma bi bilo pametno, da se skušamo zdaj preko manj Slovenije videti, kako v tujini rešujejo težave, so se bistveno prej spopadli z njimi, lahko rečemo že pred samim nastankom gospodarske krize in pa šli v samo krizo bolje pripravljeni kot mi. To je podobno kot športno tekmo. Dosti prej veš, da imaš neko pomembno tekmo, če se nekako pripravljaš, bom rekel, slabo, oziroma se pripravljaš površno, je seveda rezultat slabši, kot bi lahko bil. Potenciala za to, da bi pa zdaj išli iz gospodarske krize, napoveduje se še drugi val, vsaj v svetu je tako, je pa zdaj pač odločen trenutek, da Slovenci stopimo skupaj in se resno in odgovorno lotimo priprav na prihajajoče težave. No, celoten program predstavlja to, kar že samo ime nosi, neka politična izhodišča. To sem se seveda prebral, mislim, da je to dobra podstat oziroma dober nastav za to, da se v tej smeri razmišlja. Mislim, da razdelitev celotnega programa na 4 poglavja, če jih pomenujemo, je, če lahko se izrazim, športno, taktično, pravilno. Torej najprej nek povzetek dejanskega stanja v tem trenutku, ki v Sloveniji je, mislim, da odraža realno sliko. Kot sem zaključil pri vašem prejšnjem vprašanju, Slovenija ima potencial. In Slovenci smo znani po tem, da smo delovni narod, pač da nas ločijo takšne drugačne razlike, ampak prav je tako. Z tega je pač potrebno potegniti največ. Mislim tudi, da sami sistemski ukrepi, ki so v samem programu navedeni, so dobri, so domišljeni in je točno tisto, pač, kar v tem trenutku slovensko gospodarstvo potrebuje. Treba se zavedati, da če začnejo pri nekih investicijah ali pa pri reformi trga dela, pa mogoče najprej pri samih investicijah, Slovenija potrebuje tudi tuje investicije. To je dejstvo. Potrebuje to, da se reformira trg dela, da postanemo bolj fleksibilni, mogoče lažje zaposliti mlajšo delovno silo, torej najti tudi neke vzvode, da bodo banke lažje financirale ali pa lažje spremljale gospodarstvo, mu šle v bok, kar je brez tega, da se sanira bančni sistem, popolnoma neizvedljivo. Mislim, da tej sanaciji bančnega sistema govori tudi ta politična izhodišča oziroma program, ki je pripravljen. Da je temu tako, govori že dejstvo, da pač banke nekemu resnemu, večjemu projektu ne morejo ponuditi ustrezne spremljave. To pa zaradi tega, ker pač ne more tudi v tujini dostopati do ugodnejših finančnih virov sredstev. In dokler se pač na tem področju nekaj resnega ne bo zgodil, je nerealno ali pa težko pričakovati, da bo šla Slovenija lahko v bok državam, ki imajo bančni sistem. Druga stvar, ki je pomembno, kar mi všeč, recimo, ko ste me vprašali kot gospodarstveniku, je to, da se pač stopnja obdavčitve oziroma davek na dohodka pravnih oseb zmanjša, da se postopno zmanjša za nekih 10% točk. Mislim, da je to realno spodbuda za gospodarstvo, kar pomeni, da bo družbam, ki tega davka namenjajo kar velik del od državljanov blagajne, ostalo več sredstev prostih za investicije. Brez investicij se pač nekega realnega zagona gospodarstva težko predstavljamo. Poleg tega vemo, da je Slovenija ena od držav, ki je najbolj obremenjena z bruto davkom na plače. Tudi tu
so določene možnosti in kar je najbolj pomembno, je to, da Slovenci imamo znanje, imamo željo poizobraževati se, imamo relativno dober izobraževalni sistem, nažalost se nam pa zgodi, da mladi strokovnjaki nimajo kje zaposliti. Imamo, če primerjamo se s tujino, imate veliko teh pomenovanih start-up podjetij, ki jim država nudi določene koristi, oziroma jih, prve 3 leta ne obdavči z davkom na dobiček. Dejstvo je, da te novoustanovljena podjetja ali pa družbe prva 3 leta tako ne beležijo nekega večjega ali pa dramatičnega dobička. Več ali manj so vsi v izgubah. Če že tu so določene možnosti ali pa potenciali, ki jih ta politična izhodišča pa ta program zelo dobro zavzema. Na tem je treba delati. Podobno je na raziskavah oziroma na raziskavah in razvoju, na inovativnosti, pa spodbujati to družbo znanja, v kateri si vsi želimo živeti. Ker le s tem bomo dali Sloveniji neko dodano vrednost. Seveda program ni vse bagujoč. Jaz mislim tudi, da so avtorji oziroma strokovni svet SDS-a imeli to, če si dovolim to misel, da so imeli to pred očmi, da želijo s tem, ko dajo to javno obravnavo, želijo nek povratno informacijo pridobiti. Kako in kaj. Mislim, da je to izredno dobro. Čeprav spet je bila ta ideja kritizirana iz tega stališča, da so to že vse videne stvari, ampak če so že vse videne stvari, ne vem, zakaj se potem ne izvajajo. Pomembno predvsem skupaj je, da se dobi nek povratni kanal, kaj pa si recimo mali podjetniki ali pa mala pa srednja podjetja v tej zadevi mislijo, ali pa čisto navadni državljanke, ali so v tem misli. Seveda je nekaj treba potreben točnico, da se za nekim programom postavi, ampak vendarle, mislim, da je to pametna pot. Sam program v sistemskih ukrepih pa še na 2 mestih omenja energetiko. Mislim, da energetika v tem trenutku, vsaj kar tudi ozremo že zopet čez mejo, zelo pomemben dejavnik razvoja, oziroma energetika bo prihodnji generator razvoja. Tako da jaz se ne bi naslanil samo na nacionalni energetski program, ampak bi zadeve gledal širše, gledal bi o trajnostni energetiki, govoril bi oziroma skušal bi razmisliti v smeri oskrbe z energijo, neke trajnostne, varne, zanesljive in pa seveda dostopne energije. Ker ne nazadnje, na koncu dneva, vsak podjetnik seveda je obremenjen z določenimi stroški in če te stroški, predvsem energije, predstavljajo relativno visok delež v njegovem izračunu, pomeni, da se težko konkurenčen v primerjavi z ostalimi. Druga stvar, ki pa je pa to, kar je Slovenija razpolagal in kar pa izjemno slabo črpamo ali pa sploh ne, so pa sredstva Evropske unije. Kohezijski strukturni skladi, vemo, da so projekti v Sloveniji, je želja po projektih, vendar so slabo pripravljeni. Predvsem govorim se strani upravnih organov, ki že zopet nima nekega kontakta z samimi podjetniki, z družbami, ki bi se v te projekte želeli in seveda ostanemo brez teh evropskih sredstev, ki so na voljo. Tega je na voljo, mogoče na pamet, precej milijard evrov, ampak žal, ostala bodo neizkoriščena, na naslednjem kohezijskem obdobju, če govorimo o kohezijskih sredstvih, ne bodo več na voljo Sloveniji, kar je škoda. In ta vlak bo odpeljal.